V veliko čast mi je, da lahko odprem že 7. nacionalno konferenco Dovolj za vse. Po 2 letih na spletu je končno spet čas, da se konferenca ponovno izvede v živo, kar je še posebej pomembno za konferenco v skupnostih. Danes imam nalogo, da predstavljam nekaj konteksta in ker sem po poklicu, kot je že Majeta rekla, okoljski ekonomist, se bom osredotočil na številke in podatke. Na žalost številke govorijo precej zaskrbljujočo zgodbo. Zgodba gre približno takole. Trenutno se soočamo z vsaj 2 megatrendoma, ki sta inflacija, ki je splošna rast cen, in na drugi strani globalno segrevanje, ki sproža podnebne spremembe, ki jih vse pogosteje imenujemo tudi podnebno krizo ali pa podnebni zlom. A začnimo z inflacijo. Po podatkih statističnega urada se je hrana v preteklih mesecih v primerjavi z lanskimi cenami podražila za več kot 15% in mislim, da vsi občutimo to povišanje cen. Če grem ven na malico, stane falafel na Trubarjevi zdaj 6,50 €, ne dolgo nazaj pa je bil še 4 €. A nočem banalizirati resnega vprašanja. Falafel bi si lahko seveda še naprej privoščil, če bi hotel, vendar je veliko ljudi blizu revščine, ljudi, ki so že pred podražitvijo imeli težave. Zdaj se resnično borijo za preživetje. Banke hrana ali pa Caritas, Rdeči križ morajo postreči več obrokov kot kadarkoli prej. Če bi bila inflacija omejena na hrano, situacija verjetno ne bi bila tako napeta, kot je. Ampak tudi drugi izdelki, ki so nujni za vsakdanje življenje, so se močno podražili. Cene električne energije, plina in drugih goriv za gospodinjstva so se zvišale za dobrih 20%. Po hitrih spremembah inflacije iz enega meseca v drugega lahko vidite tukaj na sliki, da je bila ta kategorija izdelkov že predmet številnih političnih posegov. Ampak je pritisk na skupine z najnižjimi dohodki še vedno ogromen. Že pred podražitvijo so skoraj polovico svojih sredstev porabili za stroške povezane s hrano in stanovanjem. In to še ne vključuje niti izdatkov za mobilnost. Če gledamo tudi podatke Sursa za mobilnost, je podoben trend kot za elektriko in plin. V Sloveniji damo izredno veliko za mobilnost, približno 17% razpoložljivega dohodka, ki je mimogrede najvišji delež v celotni Evropski uniji. V prihodnosti se bo trend naraščanja cen verjetno nadaljeval še nekaj časa, vendar se bo s časoma umiril. Tukaj je pomembno upoštevati, da je rast dohodkov nižja od rasti cen, kar pomeni, da izgubljamo kupno moč. Nažalost, to veliko bolj prizadene revnejša gospodinjstva kot druga, med tem, ko je še posebej ta brezmejna potrošnja gospodinjstva s srednjimi in višjimi dohodki tista, ki poganja drugo krizo, podnebno krizo. Kaj torej vidimo, ko so podnebne spremembe v novicah? No, po pravici povedano, je bilo poleti veliko novic o sušah, gozdnih požarih, kasneje pa še o poplavah. Ampak trenutno se zdi, da so pomembni le tisti neodgovorni podnebni aktivisti, ki se lepijo na znane slike ali blokirajo steze za letala. Zelo žalostno je, da takšne novice pridejo na naslovnice, medtem ko je dejanska tema spet malo v ozadju. Podnebna kriza se stopnjuje ali pa celo eskalira, bi rekel. Svetovna poraba premoga, najbolj umazanega goriva za proizvodnjo elektrike, je rekordno visoka. Posledično je tudi koncentracija CO2 v ozračju rekordno visoka, to je ta druga slika v vrsti, višja kot kadarkoli v zadnjem milijon letu. Tudi temperature iz leta v leto podirajo rekorde, v Sloveniji imamo že 2,3 stopinj več kot v predindustrijskem času, in scenarijo napovedujejo ponovni dvig do 5 stopinj Celzija do konca stoletja. Posledice so že zdaj katastrofalne. Apokaliptične poplave, kot je bila letos v Pakistanu,
suše, gozdni požari, sem že rekel, orkani, dvig morske gladine in tako dalje in tako dalje. Seznam je dolg in bo še daljši. Kaj je reakcija? Če malo provociram, globalna apatija. Trenutna priložnost, da smo priča te apatiji, je mednarodna podnebna konferenca v Egiptu, ki je sponzorira Coca-Cola in to ni šala. Ja, je že res, da so podnebni cilji na mednarodni ravni in ravni EU zdaj veliko bližji zahtevam znanstvenikov kot pred desetletjem, ampak uresničevanje teh ciljev močno zaostaja. Slovenija pri tem mogoče ni izjema. Slovenija se je kot del Evropske unije zavezala, da bo prispevala k cilju, da do leta 2030 Evropska unija zmanjša emisije za 55% glede na leto 2005. Podnebni znanstveniki so zahtevali vsaj 65%. Naš nacionalni energetski podnebni načrt, NEPN, pa še vedno vključuje ukrepe za dosego starega cilja le 40% zmanjšanja do leta 2030. Ali smo torej vsaj na dobri poti, da dosežemo ta cilj, ta mogoče nezadosten cilj? Prvi stavek prvega poročila o napredku je zelo neposreden, bi rekel. Piše, Slovenija je večinoma uspešna pri izvajanju ukrepov sprejetih pred NEPN-om, manj uspešna pa je pri izvajanju dodatnih ukrepov sprejetih z NEPN-om. Pravzaprav je zelo vredno prebrati celotno poročilo. Tako NEPN kot poročilo o napredku bi morala biti obvezno branje za vse odločevalcev v Sloveniji, tako na državni kot tudi na občinski ravni. Je potem sploh kaj upanja, razloga za optimizem? Ja. In najdemo ga naprimer v našem projektu Dovolj za vse, ki je verjetno najbolj izpolnjujoč in pozitiven projekt, kar ga trenutno imamo. Kaj nam pomaga, da smo samo frustrirani in se pritožujemo nad vsem, če pa imamo na drugi strani toliko virov, ki jih lahko skupaj uporabimo za pozitivno spremembo. Skupnosti imajo naravne vire, obnovljivo energijo, delujočo infrastrukturo in inštitucije ter nenazadnje fantastične ljudi. Na preteklih konferencah smo predstavili veliko dobrih praks, smo pokazali, kako so bili vsi ti viri uporabljeni. Ja, je res, da niso vsi projekti postali potem razširjeni, mainstream, ampak stvari se premikajo v pravo smer. V letu 2019 je bila na Jesenicah edina skupnostna sončna elektrarna v Sloveniji, zdaj jih imamo že veliko več. Na začetku je bil sistem souporabe koles en sam, ljubljanski bicikel, zdaj jih najdemo v številnih slovenskih mestih. In ja, splača se ukvarjati z skupnostmi projekti. Analiza, ki smo jo objavili letos, je pokazala veliko različnih gospodarskih, okoljskih in ne nazadnje družbenih koristi mednarodnih in tudi slovenskih skupnostnih projektov. Med dejavniki uspeha, ki jih je ugotovila raziskava, mi je najbolj ostal v spominu eden, in sicer samo začnite, ne odlašajte. In s tem povabilom, da začnemo že danes in tukaj in se aktiviramo v trajnostnih skupnostnih projektih, zaključim svoj uvod. Hvala lepa in uživajte na konferenci. Hvala, Jonas. In gremo kar k prvemu tematskemu sklopu, skupnostni energetski projekti. In tematski uvod bo naredil dr. Tomislav Tkalec iz društva Fokus, strokovnjak za obnovljive vire energije, ki se osredotoča na spodbujanje decentraliziranega energetskega sistema. Izvolite. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. En čist kratek uvod, da gremo potem k dvema predstavitvama, ki bodo bolj poglobljeno naslovili tematiko. Torej, kaj so skupnostni energetski projekti, verjetno večina že ve. Ne gre za klasične projekte z enim investitorjem, ampak v bistvu za projekte, kjer so tudi drugi akterji vključeni, bodi si na ravni investiranja, upravljanja projekta ali pa na koncu na ravni porabe. Torej, v teh primerih govorimo o nekih skupnostih. V Sloveniji se dogajajo koraki naprej, kot je že Jonas povedal, torej nimamo zgolj enega projekta, ne moramo pa reči, da jih imamo veliko, tako da je še vedno zelo velika praznina, zelo veliko prostora za razvoj takšnih projektov.
In treba je tudi dodati, da za nekaterimi severnimi oziroma zahodnimi državami v Evropski uniji precej zaostajamo na tem področju. Torej moramo delati večje korake naprej. Ampak nek okvir imamo postavljen, možno je izvesti take projekte, nekaj se jih razvija, nekaj jih je v razvoju, še veliko več interesa in v trenutnem času, torej energetske draginje, so še sploh pozitivni takšni projekti, ker obenem gre za podnebne okoljske koristi, vključujemo skupnost, ki ima tudi neke neposredne finančne koristi v takih projektov, bodi si v prihrankih, bodi si s cenejšo energijo in pa po eni strani postanejo tudi neodvisni glede na gibanje cen energije. Kar je problematično pri nas je v bistvu še to, da ni v celoti razvitega, razširjenega know-howa oziroma znanja, torej zelo malo teh akterjev, ki vedo, kako izvesti te projekte, ki se lotujejo teh projektov, ki odkrivajo toplo vodo v sklopu teh projektov oziroma nekih pilotnih projektov in večina akterjev pa samo čaka, kdaj bodo na voljo te informacije v zadostni količini, da se lahko tudi sami lotijo na ta način. Torej nekaj še administrativnih ovir, tudi drugačnih. Zdaj mi smo se lotili projekta v Hrastniku, skupaj z občino smo ustanovili energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik, v sklopu katere trenutno poteka, smo že skoraj pri koncu, skupnostna, prva zadružna skupnostna samooskrbna sončna elektrarna v Sloveniji. Zelo velik pridevnikov, da smo lahko rekli prva v Sloveniji. Ampak vseeno, smo že čisto pri koncu in zelo velik ovir je bilo treba razrešiti. 300 kW bo postavljena bo na osnovni šoli, ki je v lasti občine, noter bomo pa vključili torej lokalce, ki bojo na ta način dobili električno energijo. Kar je ključno izpostaviti v tem času seveda je, da morajo skupnostni energetski projekti imeti koristi za lokalne skupnosti, za državljane, še posebej za tiste, ki se soočajo z energetsko revščino. Tema postaja vedno bolj pomembna, vedno več ukrepov bo verjetno potrebnih za njeno naslavljanje in skupnostni energetski projekti predstavljajo nek tak ukrep, kjer se da vključiti gospodinjstva, ki se soočajo z energetsko revščino in zaradi nižjih cen ali prihrankov jim na ta način pač olajšati situacijo. Država dela korake na obeh področjih, treba je priznati torej in na področju energetskih skupnosti in na področju energetske revščine. Še nekaj neznank ostaja tako v zvezi z interventnega zakona za energetsko draginjo, torej kako izvesti projekte državnih in občinskih podjetij, ki morajo 25% elektrike zagotoviti brezplačno za energetske skupnosti. Tudi nekaj ovir je pri novi uredbi o samooskrbi, torej ali je net metering ali ga sploh ni, kdo bo to določil, ali bo to striktno dobavitelj ali bo možno kak drugačen način dogovora in finančno sliko trenutno skoraj ni možno zgraditi za nove projekte. Torej čim prej treba razrešiti te neke administrativne ovire, ki jih je treba pač sproti razreševati, ker vedno se novi odkrivajo, postaviti modele, ki bodo vzdržni za vse vključene akterje, torej in za investitorje in za vključene skupnosti in pa kar je ključno pričeti širjenjem znanja, izkušenj in čim prej izvesti čim več projektov. Hvala. Hvala. K sistemskemu okvirju v Sloveniji se bomo vrnili malo kasneje, zdaj pa bomo odprli mednarodni vidik in sicer se nam bo preko posnetka priključila Bernadette Fina, ki je znanstvenica na Avstrijskem inštitutu za tehnologijo in ki se je v svojem doktoratu osredotočila na ekonomsko vrednotenje in optimizacijo energetskih skupnosti. Tako da poleg pravnih vidikov in različnih cenovnih modelov v energetskih skupnostih bo podala tudi primer lastne male energetske skupnosti, ki jo je ustanovila starši. Ker ne more biti z nami v živo, jo bomo spremljali preko posnetka, je pa zelo poudarila, da je pripravljena odgovoriti na kakršnakoli dodatna vprašanja preko elektronske pošte, bodi si direktno ali pa preko Umanotere ali Fokusa. Tako da, dajmo kar dati priložnost.
Thank you very much for the nice introduction. I'm very honored to be here and to present in front of you. I'm going to talk a little bit about energy communities. Specifically, I'd like to give you an overview of the legal background, the pricing in energy communities, their economic viability, and last but not least, I'd like to introduce you to a best practice example. So first of all, to the legislative background at a European level. So some of you might know the Clean Energy for All Europeans package of 2019, which was or is a makeover of the European Union energy policy framework. And this Clean Energy package aims for benefits for consumers, the environment, and for the economy. And all those benefits can be fulfilled by the concept of energy communities. So let's dive right into the topic. This Clean Energy for All Europeans package consists of 8 different directives, and 2 of those directives contain guidelines for energy communities. And those are the Renewable Energy Directive, containing regulations for renewable energy communities, and the Electricity Market Directives, containing regulations for citizen energy communities. I mean, those regulations at a European level need to be transposed into the national legislation of the individual European Union member states within a time frame of 1 to 2 years. So as you can imagine, the Clean Energy Package is from the year 2019. We should all have legislation for energy communities in place already. But of course, this is not the reality. And Austria is a very good example in this case, because Austria put a legislation in force for energy communities in the middle of 2021 already. And in Austria, we differentiate between 3 different types of energy communities. We have first the common generation unit. This is a kind of energy community that we already have since 2017. So this kind of energy community has nothing to do with the Clean Energy for All Europeans package I talked before. But to give a total overview, I also want to mention this form of energy community. So this common generation unit energy community would, for example, be a community, so many people living in a multi-apartment building, and on this multi-apartment building we have a photovoltaic system on the roof, and the residents of this multi-apartment building can use the generated photovoltaic electricity within this building. And beyond the building border, we have then those 2 types of energy communities that are defined in this Clean Energy for All Europeans package. And this is on the one hand the renewable energy community. An example for a renewable energy community I have for you here would be that a person called Max owns a house and has a photovoltaic system on his rooftop, and a good friend of his named Vivian lives in the same municipality and can buy electricity from Max's photovoltaic system because they both join a renewable energy community. And the third form of energy communities that we have is the citizen energy community. Also maybe an example here, we have parents living in Villach, a city in Carinthia, many of you might know, and they also have a photovoltaic system on their building's rooftop. And they have a daughter living in Vienna because she studies in Vienna, and this daughter can use the surplus electricity of her parents' photovoltaic system in her apartment. Yeah, and let's go into more detail for the 2 kinds of energy communities that are basically the center of this talk right now, namely the renewable energy community and the citizen energy community. So renewable energy communities can share electricity and heat, whereas with citizen energy communities, only electricity can be shared. As the name already says,
The renewable energy communities can share renewable electricity only, so energy generated from renewable sources, whereas in citizen energy communities, electricity from all sources could be shared. Then some further comparison, what you might already have guessed from my examples of the last slide. The renewable energy community is geographically constrained. So in the European legislation, there is no specific mentioning what geographically constrained actually means. So in Austria, it was interpreted as such that we differentiate between local renewable energy communities and regional renewable energy communities. And in local renewable energy communities, all participants need to be located within the same feeder of the low voltage grid. And in regional renewable energy communities, all participants need to be located within the same feeder of the medium voltage grid. And everything needs to be within the concession area of one and the same grid operator. For citizen energy communities, in contrary, we have no geographical constraint. So a citizen energy community could span across whole Austria. Then regarding financial advantages for the communities, we have additional financial advantages for renewable energy communities in place. For example, we have a reduction of grid tariffs, and we have the omission of certain levies. And for both kinds of energy communities, there is a market premium applicable for certain unused amounts of renewable electricity each. And the last big difference between those two concepts is that in renewable energy communities, we have a kind of a restricted participant structure. For example, large enterprises or energy suppliers may not participate in renewable energy communities. However, they are allowed to participate in citizen energy communities, but without having a control function, because the legislators needed to make sure that large players don't have to control or gain the control over energy communities, because energy communities are rather concepts for normal citizens and not for large players who want to gain market power or something like that. So let's move on to the pricing in energy communities. So according to the European Union guidelines, the main objective of energy communities may not be financial gain, but to provide the participants ecological and social benefits. However, we have to be realistic. Most people cannot ignore financial aspects entirely. So at this point, it is very important to me to mention that pricing, so choosing a suitable energy price for energy sharing within an energy community, is the biggest lever regarding the economic viability of energy community participation. So we heard in the slide before that renewable energy communities have some additional financial incentives like reduction of grid tariffs. Citizen energy communities have not. But since the biggest lever is still the pricing in energy communities, citizen energy communities can also be very economically viable, and there is not a big disadvantage compared to renewable energy communities. So what is also important when we talk about pricing, that we apply certain logic, because all participants of the community shall profit from participating, because nobody would like to lose money when participating in a community. So this means for participants without the generation unit, so just normal consumers, the energy purchase price in the energy community should be smaller than the price for conventional energy purchase from the supplier. And for participants who have a generation unit, so prosumers or sole producers, the price for selling energy in the energy community should be larger than the conventional feed-in tariff when just selling to conventional electricity suppliers.
Before we look into energy community pricing in more detail, you need to know that in Austria, the distribution system operators are responsible for the electricity allocation in energy communities. This is really nice. However, the data provided by the distribution system operators has limited details, which results in a uniform energy price for all energy community participants. So in the future, it would therefore be valuable to implement sophisticated ex-post electricity allocation methods that provide the basis for individual pricing options. And 3 examples of such energy pricing options are provided in the next slide. So we could apply, for example, a family and friends pricing. So family members or friends within an energy community sell electricity cheaper to each other than to strangers. So regarding fairness, family members or friends will consider it fair to sell or purchase cheaper, but strangers might consider it unfair to pay more for the same amount or the same quality of electricity than others. Regarding discrimination, it is the same as introduced for the basic or standard pricing. Households with limited financial means might not be able to pay the energy price that is set. Another pricing example that we could apply when we have peer-to-peer information is the generation unit-based pricing. So this would mean participants pay voluntarily more for electricity from certain generation units because, for example, they want to specifically support certain initiatives. Such pricing can be considered fair if the decision criteria are clear and comprehensible. So, for example, because the photovoltaic system was extremely sustainably constructed, or there was a resource-efficient transport and installation applied, or whatever. However, if the decision criteria are random, it might not be considered fair to apply such generation unit-based pricing. Discrimination aspect is the same as in the pricing option before, and because discrimination is such an important topic, energy communities could also apply a certain kind of social pricing, where special prices for households with limited financial means apply. So regarding the discrimination, this aspect is solved in this pricing category. However, regarding the fairness, it might not be considered fair because different conditions apply to different participants. So participants with limited financial means receive electricity cheaper than others. And there is also the point, where do you draw the line from households with limited financial means and households who do not apply to the category of a household with limited financial means. So summing up for the economic viability of energy community cannot be generalized because it heavily depends on the composition in the community, so the composition of generation units, consumers and prosumers, and whether there are synergy effects between load and generation profiles. So what do I mean with synergy effects? For example, it would be very positive for an energy community if you have different load profiles, meaning that not all participants consume electricity at the very same point in time. So it is beneficial that you have some participants who need most electricity maybe before noon, some need most electricity around noon, and others in the afternoon. So it doesn't make sense that all participants need a very high amount of electricity just in the evening, for example. So this I mean with synergy effects. And then we come back to the energy prices, because the energy purchase price within the energy community in relation to the prices of the energy supplier is a very important point regarding the economic viability, and also the energy selling price within the community in relation to the current feed-in tariffs
that are given by the electricity supplies, for example. And last but not least, I'd like to discuss the economic viability of energy communities based on a practical example. And this is a real example of an energy community, in more detail, a citizen energy community, only between 2 participants. So this is the first citizen energy community that has been installed in Austria. And you see in this slide the exact data that this community gets from the distribution system operators. So from this EDA platform I mentioned before. And you have different kinds of information in this slide. For example, you know the total demand of the consumer. So maybe I have to say first that those 2 participants, participant 1 is actually just a consuming participant, an apartment in Vienna, and participant 2 is a generator. So there's a surplus electricity of a photovoltaic system that feeds in the energy community from a single family house in Lower Austria. And from the participant 1, here in red, you can see the total demand for 1 month. Then you also have in this slide the total generation that is applicable for the energy community, so that is available for the energy community. Then you have the theoretical share of the generation that can be used by the consumer of the energy community. And you can see when you compare the value for the total share of generation that can be used, it is the same as for the total generation that is available for the community. This is logical because in this case we only have 1 generating participant and 1 consuming participant. So all the surplus of the producing participant can theoretically be used by the consuming participant. However, in many cases, because the photovoltaic system here is for a single family house quite large with 7 kilowatt peak, only a little part of the theoretical available share of the generation is actually used by the consuming participant. However, when you look at the numbers, almost half of the demand of 1 month in summer can be covered within the community. So because the participant 1, the consuming participant, purchases electricity from participant 2, which is the generating participant. Then also here some slides, what we also get from the platform of the distribution system operator, so from this EDA platform. Here you have all the data that you also get in those Excel slides that I just showed you in my last presentation slide. You have this data in the diagrams also on a daily basis. And for this community, you can see that because of the large PV system, we have a lot of generation, so in red, and just a little bit of this generation that is available for the community is actually used. So it would be very important for this community to extend their participants towards other consumers who also purchase electricity from this generation. And here again, some numbers like calculations based on the data that this energy community got from the distribution system operators. Namely, first of all, we have here the viewpoint of participant 1, so of the consuming participant. In the left-hand side, so in the left table, you have the calculations with an energy community energy price of 0 cents per kilowatt hour. So this means we have such kind of a family situation here. Participant, the generating participant donates or gifts his surplus electricity to the consuming participant.
And we can see here, when we look at the last part of this table, for example, electricity bill savings for the consuming participant range between, let's say 9 euros per month to 35 euros per month, or for this month that is calculated here. Because I calculated 3 price scenarios. So one is a low electricity price scenario, the second one is a medium electricity price scenario, and then we have the high electricity price scenario, like the electricity prices we currently face. So for the high electricity price, I assumed 50 cents per kilowatt hour, and for the low electricity price, I assumed 18 cents per kilowatt hour. And you can see how much the actual electricity price that needs to be paid to the electricity supplier, so for the conventional electricity purchase, impacts the savings by taking part in an energy community. And in the other table, we can see results for calculations with an energy community energy price of 10 cents per kilowatt hour. And when we, for example, look at the scenario with a medium electricity price of 35 cents per kilowatt hour that would be paid to the conventional electricity supplier, we can see that for the 3 different months that we have in this table, there would already be 12 to 15 euro savings per month for this consuming participant, which would mean, when we scale it up to 1 year, it would lead to 144 to 180 euro savings per year approximately. So this is something, because we have an energy community with only 2 participants, and it is expected that when more participants take part in the community, the situation will generally improve, because we have more synergy effects and so on and so forth. And last but not least, the viewpoint of the producer here, we can see the revenues that are generated without the energy community, so just by feeding the surplus electricity into the grid for a feed-in tariff of 6 cents per kilowatt hour. And in the second line, we have the revenues that are generated with the energy community. So the producing unit, the producing participant sells part of the surplus to the other participant in the community and generates higher revenues, because he sells the electricity at 10 cents per kilowatt hour, and therefore the revenues increase also for a consumer when participating in an energy community, if the electricity or the energy prices are set according to this certain logic that I introduced before. And with that, I'd like to close my presentation, and I hope that you got a nice peek into the topic of energy communities. Thank you. Torej, zdaj gremo pa z mednarodnega v slovenski prostor in vabim gospod Tino Sršen, državno sekretarko na Ministrstvu za infrastrukturo, pristojno za energetiko, da nam predstavi aktualne in prihajajoče državne sistemske ukrepe za podporo skupnostnim energetskim projektom. Hvala, lepo pozdravljeni. Se bom par povodnih misli, tako da imaš čas. Ja, super. Hvala za vabilo. Zdi se mi odlična priložnost, tudi odlična platforma za te debate. Ministrstvo osnovno dejavnost, ki opravlja, je pač zakonodajni okvir, in mi dejansko nimamo stika z nekimi s projekti in z izkušnjami na terenu, in zato je zelo dobro, da se vi dobivate redno in pogosto, zato da potem, da lahko pridete do nas in nam poveste, kaj je treba spremeniti in kako je treba zadeve nastaviti. Zdaj se upravičujem, če bom v uvodu
mogoče malo suhoparna glede teh pravnih podlag. Mi smo, kot Slovenija je 3 leta pa pol nazaj spostavila pravni okvir za skupnostno samooskrbo, tako da verjamem, da je bila ta tema na vaši konferenci oziroma že na 3 preteklih konferencah in mogoče bo marsikomu v tej dvorani to, kar bom povedala uvodoma, že vse znano in že vse jasno. Moram pa se skozi to prebiti zato, da vam predstavim, kaj je zdaj novo v zadnjih mesecih sprejeto in kaj ministrstvo še načrtuje, ko govorimo pač o zakonodajnem okviru. Skratka, torej vsem je verjetno poznana tako imenovana, mi temu rečemo na ministrstvu, stara pravna podlaga z energetskim zakonom, ki je bil sprejet junija 2019, smo uvedli torej tudi skupnostno samooskrbo, ker smo na to podrobnejša pravila prelili v uredbo. Lani se je ta net metering schema dejansko prenehala je, vendar se uporablja za tiste, ki bodo do konca 2023 stopili njo, oziroma bom potem v nadaljevanju pojasnila tudi nekaj sprememb o tem. Vendar se uporablja pač naprej za tiste, ki v tem času vstopajo v to schemo in bo tudi veljala še naprej. Vsem je verjetno dosti dobro poznana ta individualna oskrba, ki je na hiši in kako je urejena. Sama tudi povem, da sem se prek tega zelo veliko naučila in spodbujam vse, ki imajo to možnost, da se tega lotijo. Namreč ne samo, da prispevaš nekaj k okolju in da si samooskrben in si zmanjšaš ta cenovni pritisk, ampak se neverjetne stvari naučiš v svoji lastni hiši. Tako da toplo priporočam. Zdaj, kar se tiče skupnostne samooskrbe, smo takrat postavili pač dve različni shemi skupnostne samooskrbe. Ena je v okviru večstanovanjske hiše, druga je pa na transformatorski postaji. Tukaj je pomembna novost, ki prihaja z lani sprejeto zakonodajo, da pač ta skupnost ne bo več omejena na transformatorsko postajo, pa se bom v nadaljevanju tudi kakšno o tem rekla. No in to je ta novi pravni okvir, ki izhaja ven iz tako imenovanega zakonodajnega paketa Čista energija za vse Evropejce, ki je de facto prepovedala net metering in smo morali v zakonodajo prenesti nove oblike samooskrbe. Zakon je bil sprejet lani, tudi junija, in uvaja par novosti. Zdaj seveda smo poskušali poenostaviti nekaj zadev, tudi kar se tiče pohitritve postopkov doma. Tukaj velja predvsem izpostaviti pač ta postopek enostavnega priključevanja in poenostavljeno vročanje, kar se je izkazalo na terenu kot ena izmed ovir, ki zaustavlja oziroma upočasnjuje zadeve. Ta uredba tudi, ki izvaja, ki prinaša podrobnejša pravila o izvajanju te nove samooskrbe, je tudi že bila sprejeta letos. Hkrati pa je tukaj velja, kot sem že omenila, omeniti, da smo z enim drugim zakonom, torej zakonom o skrbi z električno energijo, uredili pa še dve zadevi, ki pomembno vplivata na skupnostno samooskrbo. Ena je ta prepoved netiranja in druga je ta energetska skupnost državljanov, ki ni vezana nujno na obnovljive vire energije in mora biti oblikovana v obliki zadruge, medtem ko pa skupnostna samooskrba iz OVE ne rabi biti v obliki zadruge, je lahko tudi čist na pogodbi. Skratka, te novosti za individualno skupnostno in skupnostno samooskrbo, ki jih prinaša nov zakon, je, da samooskrba ni več omejena samo na gospodinjske in male poslovne odjemalce, da se lahko presežki tudi prodajajo. Kot sem že večkrat zdaj omenila, ni več netiranja. Je pa zato neka spodbuda na drugi strani, oprošča se prispevek OVE v celoti, hkrati pa se tudi prispevek OVE ukinja delno ali celoti, to je pa pač odvisno od tega, kakšno investicijo oziroma kakšno moč greš. Tukaj od zadaj prihaja tako imenovana naložbena pomoč, to je nekaj novega. Do zdaj se je samooskrba financirala preko ekosklada, preko prispevka ure. Zdaj, ko bo te stare sheme konec, se premikamo v financiranje samooskrbe preko Borzena, preko Centra za podpore in bo bistveno večja, zato ker gre za naložbeno pomoč, ker seveda računica ni popolnoma enaka, kot je bila pri net meteringu.
Kar se tiče skupnostnih samooskrb, je tukaj zelo pomembno ta preboj, ki smo ga dosegli, pa je bil zelo težek, pa vam povem, ker sem osebno v to pletena, da smo se premaknili stran od transformatorske postaje. Direktiva, mogoče gospa iz Avstrije ni bila čisto jasna, direktiva jasno zahteva, da mora biti na lokalno okolje omejeno. Ne? Mi smo majhna država, imamo sicer 5 distribucijskih območij, pa sem prepričana, da to poznate, ampak dejansko smo želeli celo ozemlje Slovenije pokriti in omogočiti te samooskrbne skupnosti na celotnem območju Slovenije. To pomeni, da nekdo v Ljubljani in nekdo v Mariboru lahko vzpostavita to skupaj in nista več vezana ne na regijo, ne na mesto, ne na transformatorsko postajo, ne na RTP, ampak na celi državi. Posebnosti, kot novosti, ki še izhajajo, je ta skupnost OVE, to pa je pravna oseba, mora biti postavljena kot prava oseba, medtem ko po skupnosti samoskrbi ni, ne, tam je lahko povezava je mogoča samo na podlagi pogodbe. Tukaj, ko govorimo pa o skupnosti OVE, pa je pravna oseba. Tukaj bi posebej opozorila na razliko glede na skupnostno samooskrbo, zaradi tega, ker skupnostna samooskrba naj bi se spostavila samo z elektriko, medtem ko pa skupnost OVE se lahko tudi na področju ogrevanja postavi. Tukaj noter se lahko vključujejo tudi poslovni odjemalci z gospodarsko dejavnostjo, ne smejo biti dobavitelji, ne smejo pač trgovati z energijo, ampak to je mogoče zelo pomembno za kakšnega malega podjetnika ali pa malega poslovnega odjemalca, ki lahko tega zelo veliko profitira. Omenila bi še seveda, da tem omogočamo, če sem prej govorila, da bomo samooskrbi po novem sistemu dana neka naložbena pomoč prek centra za podpore. Tukaj pri teh skupnosti OVE omogočamo, da vstopijo v tako imenovano podporno shemo, da skozi pridobljeno deklaracijo, potrdilo izvoru dobijo tudi podporo preko Agencije za energijo in tudi centra za podpore, samo gre za dve različni mehanizma financiranja. Zdaj, ministrstvo bo za razvoj teh skupnosti seveda moralo sprejemati nek program. Moram priznati, da ta prvega še nimamo. Bomo se tega lotili, to nas še čaka in ravno pri teh programih bo verjetno zelo pomembna ta vaša izkušnja s terena, kako daleč bomo prišli in kaj bo treba še urediti. Ja, to sem mogoče že omenila, pa bom malo preskočila. Skratka, kaj so pa novosti v zadnjih mesecih? Posebej bi upozorila na ta interventni zakon, ki je bil septembra sprejet, da nekako podaljšuje, namreč, kar se nam zdaj dogaja, pa bom morda kar iskrena, regulacija cen, ki jo je vzpostavljena in bo veljala in velja zdaj in bo veljala naslednjo leto, mogoče končne odjemalce ne motivira k bolj učinkoviti rabi energije, to si moramo biti iskreni, to si moramo priznati, in mogoče tudi ne motivira k investicijam. Tega se pač zavedamo, regulacija je začasna, je interventna, zato da se ta volatilnost na evropskih in svetovnih energetskih trgih malo umiri. Zdaj, kar smo mi pač zaznali, poleg tega je še ta izjemen porast vlog, letos je res eksplodiralo, kar je prav, kar je super, ljudje so prepoznali, da si preko tega dolgoročno pomagajo in lahko tudi nekaj prispevajo skupnosti in sebi in skupnosti in tudi sveta državi pri doseganju svojih ciljev. Ampak naša elektrodistribucijska podjetja enostavno niso zmožna, še zaenkrat še niso zmožna vse to sprocesirati in se ta čakanje na soglasje res neverjetno podaljšuje. Mi sicer seveda kot ministrstvo aktivno sodelujemo z elektrodistribucijskimi podjetji, da to odpravljamo, ampak smo se vseeno odločili, da glede na res ta izjemen porast, da podaljšamo nekako ta net metering, ki je bil z lansko letno zakonodajo naj bi se zaključil konec naslednjega leta, smo se odločili, da bomo zaradi teh dolgih rokov, čakalnih rokov, da bomo podaljšali, torej da če vložiš vlogo za izdajo soglasja za priključitev do konca naslednjega leta in se registriraš do konca leta 2024, še vedno lahko vključiš v net metering. Tako da to je ena pomembna novost in upamo, da bomo s tem nekako pomagali prebroditi zdaj, da bomo nekako prišli zdaj ta hrib, ki je pred nami in s tem pomagali tudi ljudem.
Kar je pomembno je seveda pozoriti, da kljub ukinitvi net meteringa za nove odjemalce se za stare naprej še vedno uporablja. Velja in uporablja se, dokler imate napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katere ste bili registrirani. Še vedno se boste pa lahko kadarkoli odločili za prehod iz starega v novi sistem, če bo za vas bolj ugoden. Zdaj je pa potem res treba ozavestiti, da nazaj pa več potem ni mogoče iti. In tudi mešanje teh pravil ne bo mogoče. Zdaj nekaj časa nam bo pač teklo vzporedno, torej kar nekaj let bomo imeli zdaj vzporedno dva sistema samooskrbe, novega in starega, in čez par let bomo vsi novi samo na novem. Pomembno, kar bi še novost, ki je še bila s to interventno zakonodajo v septembra sprejeta, je, kar je že tudi Tomi omenil, da smo se odločili, da za blaženje energetske draginje uporabimo še en instrument, torej da vse gospodarske družbe, kjer ima država ali pa lokalna skupnost neko kapitalsko naložbo, in če se te gospodarske družbe v lokalni ali državni lasti, so lasti, odločijo za investicijo sončne elektrarne, ki je več kot 250 kW, morajo spostaviti to skupnost in 25% električne energije, ki jo proizvede ta elektrarna, brezplačno nameniti gospodinjskim odjemalcem. Zdaj, tukaj smo že v zakonu predvideli predvsem nekako dve prednosti. Eno je, da se energetsko revnim, da imajo neko prednost energetsko revni. Druga je, kjer smo tudi pred kratkim zdaj sprejeli uredbo, ki nekako je vzpostavila merila za določanje, kdo je energetsko reven. Drugo, kar je, da imajo prednosti gospodinjski odjemalci v večstanovanjskih stavbah, tam vsi veste, oziroma verjetno vemo, da je bistveno težje priti tako do same investicije zaradi vseh teh soglasij in hkrati tudi mogoče ta elektrarna na bloku ni pol dovolj velika za vse. Tako da in preko tega mehanizma upamo, da bomo vzpostavili tudi razvoj nekih skupnosti, ki so v naši državi prek državnih in lokalnih podjetij. Tukaj nas čaka še en pomemben premik, to je ta uredba, ki jo moramo sprejeti. Je v pripravi, vemo pa, da bo že zdaj najtrši oreh, ki jo bomo morali streti s tem, ta merila, kdo to dobi in kdo ne, ker to pač res postavlja ljudi lahko v zelo neenakopraven položaj in tukaj moramo res paziti, da ne bomo morali paziti, da ne bo ustavno kakorkoli to diskriminatorno. Zdaj, kar še prihaja, kar je zdaj trenutno na mizi, mene okupira kar nekaj časa mojega delovnika, je nov zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. Javna obravnava se je zaprla, sprožili smo zdaj začetek medresorskega usklajevanja, predvidevamo, da bo decembra zakon sprejet na vladi in poslan v državni zbor, kjer bo, upamo, marca ta zakon tudi sprejet. S tem odpiramo vrata sončni in vetrni energiji, vključno z hranilniki in z priključnimi vodi. S tem želimo pospešiti investicije v OVE, kar bo seveda posledično zelo vplivalo tudi na zmožnost vzpostavljanja skupnosti samooskrb, to je pomembno poudariti. In kar želimo še vključiti, pa še nismo dobro čisto razdelali, je pač ta izraba globokega geoenergetskega vira za proizvodnjo električne energije. Te tri stvari želimo zajeti in upamo, da bomo pri tem uspešni. Pa naj izkoristim zdaj mogoče ta forum, samo da vam na kratko predstavim ključne stvari tega zakona. Vzpostavljamo pravno podlago za tako imenovano prednostno umeščanje, torej tako imenovane go-to areas. Seveda to ne izključuje, to moram res posebej poudariti, se mi zdi, da je veliko nerazumevanja. Ta zakon ne bo uredil zadeve na način, da bomo čakali na go-to areas, pa pol investirali čez 5-6 let, ampak gre vzporedno, torej odpiramo cel kup enih vrat za takojšnje investicije in hkrati načrtujemo oziroma nastavljamo podlage za to, da bomo lahko identificirali in razvijali tako imenovane go-to areas. Domneva se prevlada javne koristi, to je zdaj, temu smo zavezani tudi zaradi evropske zakonodaje. Tukaj bo kar nekaj spornost, verjetno nekaj dvignjenih obrvi, ampak bi posebej poudarila, da se zakon ne dotika hidrovira, kar je verjetno tisto, kar je mogoče v Sloveniji najbolj sporno.
In urejajo se časovni okviri za celovite presoje vplivov na okolje, urejajo se časovni roki za presojo čezmejnih vplivov oziroma se neka pravila uvajajo glede tega. Poenostavljajo se nekateri postopki pri presoji vplivov na okolje in ureja se neka pravila glede kakovosti dokumentacije. Zdaj sem na koncu. Kar je pa ključno, oziroma tisto srce zakona je pa ta spremljajoča energetska raba prostora. Istočasno želimo dvojno rabo spodbujati, tako imenovana agrovoltaika, skupna raba, dvojna raba zemljišča, kadar gre za energetsko in kmetijsko, kadar gre za energetsko vodno, kadar gre za energetsko in cestno, železniško. Želimo izkoristiti kamnolome, odprte, zaprte, želimo odlagališča zaprta ali tista v zapiranju izkoristiti in tukaj se odpravljajo te absolutne prepovedi, ki so danes veljavne in se pa hkrati seveda vključujejo varovala, kot so vodno soglasje, soglasje ministrstva pristojnega za kmetijstvo in podobno, tako da ni popolnoma brez pravil. Druge pomembne določbe, ki bi še omenila s tem zakonom, ki prihajajo, so ti regulatorni peskovniki in pa vročanje v postopkih pridobitve soglasij za priključitev. Naj omenim samo še, da kako bomo financirali skupne, torej nekaj normativni okvir, drugo je pa kako financiramo. Država načrtuje energetskim skupnostim, ki izrabljajo OVE, nameniti kar nekaj sredstev v tej novi finančni perspektivi, skoraj 30 milijonov evrov, bo na voljo, hkrati bo pa na voljo še dodatna sredstva za te povezane zgodbe. Upamo, da bomo v roku pol leta tudi spostavili izvajanje tega. Omeniti velja še tudi načrt za okrevanje in odpornost, kjer mora biti pa sredstva počrpana do konca 2026, kjer ne direktno ne spodbujamo, ne financiramo skupnosti samooskrbe, ampak bomo financirali tudi z Repowerjem nadgradnjo, investicije v nadgradnjo distribucijskega omrežja, ki je pa pomemben faktor, ki omejuje razvoj skupnostnih samooskrb. Zaključila bi pa samo še z eno mislijo, vem, da se vsi predvsem in skoraj izključno fokusiramo na skupnostne samoskrbo z sonca. Je pa mogoče čas, da tudi razmislimo o skupnosti samoskrbi iz vetrne energije. Država je tukaj prišla nekako naproti z tem, ko je letos sprejela nadomestilo za omejeno rabo prostora, kjer občina dobi nekaj denarja, če dovoli postavitev vetrnih elektrarn v svojem območju, ampak ljudje pa od tega še vedno nimajo nič. Tukaj je priložnost, da se mogoče razvijajo ideje tudi za skupnostno samooskrbo iz vetra in tam bo pa tudi možnost in profit za korist za končnega odjemalca. Hvala. Hvala za to predstavitev in odpiramo prostor, če je kakšno vprašanje za državno sekretarko v zvezi s prezentacijo. Če je, kar dvignite roko in pridemo z mikrofoni zraven. Zdaj še imamo tukaj. Evo. Ja, Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike. Zgleda, kakor da je Evropska unija slučajno prepovedala net metering. Net metering je pač sistem, ki na nek način spodbuja proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarnah poleti in porablja za toplotne črpalke in pozimi. In vprašanje za sekretarko, zakaj je potrebno recimo toliko spodbujati sončne elektrarne, pa sem velik zagovornik sončnih elektrarn, če je recimo njihova rast, ne vem, tako velika, ne? Zakaj je treba imeti subvencijo, pa še net metering, pa ne vem še kaj vse, ne? Rekel, pač zadost bi bilo ljudi ozavestiti, ne, o tem, da je to velika prednost, ne pa v bistvu to podpirati. Ja, malo se strinjam z vami, res je, po net meteringu se investicija splača, zraven je bil dan nekako en bombonček, da bi ljudi temu spodbudili, ampak to je bilo že leta nazaj, torej ta subvencija preko ekosklada.
Letos se nam je zgodilo, da je februarja, mislim, da je bilo par dni poziv od Ekosklada odprt in je bilo toliko vlog, da so ga takoj zaprli in pol ni bilo dodatnih sredstev. Mi smo z strani ministrstva, ker smo bili nenehno spraševani, kdaj bomo dodatna sredstva temu namenili in kdaj bomo nove razpise odprli. Ves čas pozivamo ljudi, pejte v investicijo, splača se tudi brez Ekosklad subvencije in to je bilo naše stališče zdaj v zadnjih 5 mesecih ves čas. Je pa res, da želimo pa hkrati ne samo spodbujati samo naprave, ampak hkrati želimo tudi spodbujati hranilnike z napravami, zato smo predvideli v podnebnem skladu, zdaj odlok je bil, mislim, da par tednov nazaj sprejet, da bomo nov razpis preko Ekosklada objavili tudi za kombinacijo proizvodne naprave in hranilnika, tam pa računica ni tako enostavna, ni toliko lahka in je potrebna neka spodbuda. Istočasno bomo za vse, ki so letos šli v to investicijo, še vedno dali neko subvencijo, ampak bo ta bistveno nižja. Pa kot sem omenila, pač ta regulacija cen vseeno vpliva tudi na to spodbudo pri ljudeh, ali grejo to ali ne. Če bi bile pač visoke cene energije, sem prepričana, da bi ljudje še bolj množično se za to odločali. Zdaj, ko so cene omejene, marsikdo mogoče razmišlja, bom pa še malo počakal. Kar se pa tiče nove samooskrbe, je pa res treba iskreno povedati, da finančna slika ne bo ista, kot je pri net meteringu. Zato bodo potrebne naložbene pomoči, kar izdatne naložbene pomoči in ta sistem zdaj postavljamo in bo verjetno v prvi polovici naslednjega leta znano, kakšno naložbeno pomoč bo država ponudila pri tistim končnim odjemalcem, ki se bojo odločili za vstop v novo shemo samooskrbe. Še kakšno živo vprašanje? Aha, izvolite. Nina Planinšek. Jaz bi samo vprašala, kdaj lahko pričakujemo zakon o umeščanju. Kdaj lahko pričakujemo zakon o umeščanju? Ja, kot sem predstavila, predvidevamo, da bo decembra sprejet na vladi in bo začel zakonodajni postopek. Zakonodajni postopek običajno traja 3 mesece, tako da predvidevamo, da bo marca sprejet v Državnem zboru. Morda izkoristim še, kar sem pozabila, pa sem se zdaj spomnila. To mi je opozoril, da nas čaka še nekaj dela na skupnostnih samooskrbah in se tukaj res strinjam, ampak po naših podatkih je v Sloveniji registriranih že 56 skupnostnih samooskrb, kar pa mogoče ni tako zanemarljiva številka in smo lahko na to kar ponosni. No. Ampak se strinjam, je treba pa narediti še več in še spodbujati naprej. Hvala, to je pa tudi že dobra iztočnica za naslednjo aktivnost, kamor bomo tudi vas povabili, namreč, če pogledamo zdaj spet iz ptičje perspektive, skupnostni energetski projekti, smo skozi teh različne prezentacije slišali to dilemo ali pa križišča, na katerih potem stojimo, kakšni ekonomski, cenovni in tako naprej modeli se lahko obnesejo, da se koristi obdržijo in zadržijo v skupnosti. In to je en razmislek, kateremu smo vsi povabljeni in danes in tudi sicer, ker je to večje vprašanje, pa bi jaz najprej za iztočnico spet povabila Tomija, da da par komentarjev. Tukaj imamo zdaj nekaj od primerov iz Slovenije, pa tudi iz Avstrije, iz prakse. Torej, kaj so malo razlike, kaj je fajn biti pozoren? Ja, torej eni 4 različni modeli, za katere smo se odločili, da jih čisto na kratko predstavimo. Torej prvi kot nek model skupnostne sončne elektrarne na večstanovanjski stavbi, teh je res zelo malo v Sloveniji, oziroma se vseh precej malo število. Torej pobudnik so bili stanovalci, izvedba strani podjetja GEN-I, torej cel know-how je tudi prišel z njihove strani. Električna energija se porablja za skupno električno energijo v večstanovanjski stavbi, en delež pa tudi za porabo v stanovanjih.
je pa tako, da seveda, ko se zadeva odplača, bo ta električna energija brezplačna za uporabnike. Zakaj je napisano tu potem cirka 50% nižje, zato ker sam en delež elektrike si zagotavljajo sam za svoje stanovanje, ostalega morajo dobiti iz omrežja, tako da njihovi stroški na koncu ne bojo nič, ampak še vedno bojo neki morali plačevati za tisto energijo, ki jo uporabljajo iz omrežja. Potem GEN-I je dejansko tudi razvijal projekt v Budanjah, torej gre za skupnostno sončno elektrarno, ki je postavljena na strehi podružnične osnovne šole v Budanjah v občini Ajdovščina. Torej v projektu so bili skupaj z občino Ajdovščina, z lokalci, ki so vključeni noter v to skupnost in tudi deluje po podobnem principu kot v Jesenicah, torej ko se zadeva izplača, imajo električno energijo zastonj. V Hrastniku je nekoliko drugačen model bil razvit, torej ponovno skupnostna sončna elektrarna na strehi osnovne šole, ampak dejansko gre za zadružno izvedbo, torej ni eno podjetje, investitor in pobudnik projekta, ampak v zadrugo bojo vključeni vsi lokalci oziroma vsi, ki bojo člani te skupnosti, torej obenem tudi so odločajo o tem, kaj se v zadrugi dogaja, kakšni bojo naslednji projekti in podobno. Glede cene elektrike oziroma teh skupnih stroškov, ki jih imajo z električno energijo za vključene, bojo predvidoma nižji stroški v prvih 15 letih za približno 30%, dokler se ne odplača kredit, ko pa se odplača kredit, bo treba pa plačevati te neke fiksne stroške, ki ostanejo pri zadrugi, torej računovodstvo, zavarovanje, elektrarne in podobno, tako da bojo prihranki za njih takrat več kot 60%, zdaj treba pa tu reči, da to so predkrizne cene električne energije, tako da verjetno bojo prihranki v tistem času še večji, kot pa če bi koristili elektriko iz omrežja. Prej nam je bil predstavljen tudi projekt na Dunaju, torej nek avstrijski model, ki omogoča določene zadeve, ki v Sloveniji še niso možne, torej energetska skupnost s proizvajalcem na eni lokaciji, porabnikom na drugi, oziroma so možne, ampak ne točno na ta način, kot je v Avstriji, kjer je vlagatelj zasebno gospodinjstvo se odločili, da v to skupnost vključi noter še nekoga drugega, ki živi na drugi lokaciji in si tudi sama določita ceno te električne energije. Torej, različni modeli so na voljo, tu so samo 4, pa še to je en mali nabor, ampak kot nek input za nadaljni razmislek pri tele debati. Torej, zdaj vas pa vabimo v ta interaktivni del in sicer, da skupaj pogledamo iz naših različnih perspektiv, izkušenj, pri vsej tej dinamiki dogajanja, ko bo tudi veliko virov podpore, ko je pač tudi veliko interesa, lokalno, osebno, za skupnostne energetske projekte, kako lahko zagotovimo, da bodo koristi, dobrobiti v čim večji meri res ostale v skupnosti, torej da bodo imele tudi finančni profit in skratka, da bo razdeljene koristi na pravičen način. To je seveda ogromno veliko vprašanje, vas pa vabimo zdaj k takem 4-minutnem razmisleku kar pri omizjih, ker če govorimo o tematiki skupnosti, je fino, da to skupnost tudi tukaj živimo, tako da se dajte kar pogumno predstaviti kolegom, soposlušalcem pri omizju in kratko malo predebatirati, kdo bi moral priti vse do teh informacij, o katerih danes govorimo, tudi o različnih modelih, scenarijih, da bi se potem res smiselno, lokalno odločali, katere informacije bi naj bile na voljo, kako do njih in karkoli drugega še vidite kot ključne vzvode, da ostanejo res dobrobiti v skupnosti. Evo, bomo dali 4 minute časa za razmislek, potem bomo pa kar tako slišali od omizij, kaj predlagate, kako te naše zavedanje, kapacitete, znanje, informacije razviti državno in lokalno. Izvolite.
pa bomo prisluhnili omizju. Hvala lepa. Tako da vas vabim, da zaključite s pogovori in da skupaj prisluhnemo celotni skupini. In bi začel kar tam nekje bolj v zadnjem delu današnjega prostora srečanja. Dajte kar dvigniti roko, če imate kakšno idejo, predlog, tako da pridemo hitro do vas. Ne potrebujemo perfektnih rešitev, bi pa z veseljem malo slišali, kaj se je kaj porodilo pri vas in do česa ste kaj prišli, kar nam lahko vsem koristi, pri zagotavljanju koristi. Evo, samo kakšen. Pa če se ostanete, tako da vas lažje tudi spremljamo, pa slišimo. Ja, dober dan, Dejan Zupanc, Ministrstvo za okolje, projekt Life IP Care for Climate. Mi smo se tukaj pogovarjali znotraj našega omizja, da bi bilo najprej potrebno lokalno skupnost ali pa neko ožjo skupino ljudi, ki ima interes za skupnostne energetske projekte, najprej podučiti o možnostih. Kaj to, se pravi, kaj te skupnosti projekti prinašajo za širšo skupnost ali pa za neko ožjo skupnost ljudi. Ena ideja je bila pa tudi ta, da bi bilo v okviru neke mreže, da bi lahko mogoče vzpostavili nek one-stop shop, kjer bi se te informacije mogoče delile širši množici. Tako, za začetek. Hvala, se pravi kot neka internetno stičišče, taka točka informacij, kjer bi bilo vse na voljo. Aha, imamo tukaj naprej. Ja. Pa če se kar ostanete, kar lažje v veliki skupini. Zdravo. To se pravi, meni je bilo ful všeč, ko ima ekosklad narejen, imajo tudi svetovalce, pa mi se mi zdi, da imajo zelo dobre informacije gor, plus ljudi imajo koristi od teh subvencij in so pa pripravljeni bolj poslušati, pa jim zaupati, kot mogoče, če pride nek prodajnik od firme, ker se mi zdi, da so neodvisni in jim tudi lažje svetujejo, pa reče, jaz mislim, da je to, ne vem, zate toplotna najboljša ali pa sončna, pa grejo oni do izvajalca. Ta rešitev se mi zdi zelo dobra. Neodvisni vir. Hvala za to dopolnitev. Gremo hitro naprej, v hitrem tempu, še ostala omizja. Ste kaj takega povedali, da bi bilo dobro, da vsi slišimo? Pa v tem delu? Še kaj? Ja? Evo, dajmo najprej. Pozdravljeni, moje ime je Ana. Mi smo pač za našo omizo pogovarjali o več stvarih in v bistvu smo pogovarjali o pravičnosti za lokalne prebivalce, kot tudi, da lokalni ljudje so vključeni v postavitev, ne samo v uporabo. Poleg tega, da smo pogovarjali o tem, da se ne sme spregledati naravni vir oziroma se ocenijo možnosti sploh tega okolja, ki prebivajo. Zaposlitev tudi pač za lokalne in pravična zaposlitev, da se pošteno plača in vse prispevke tudi vključeni v to. Samo in tukaj jaz bom kar predala izid. Potem smo mi pogovarjali o tem, da bi lahko 10% tega pridobljenega energije, če se zdaj o energiji pogovarjamo, namenili revnim, mogoče socialno ogroženim ljudem, da mogoče je vključene so zadruge, pa sindikati,
ki lahko poskrbijo za pravice. Pol smo pa pogovarjali o načrtovanju in bi rekla o znanju oziroma o raziskovanju cele zadeve, če sem pravilno razumela. No, to je to z moje strani oziroma ta povzetek. Hvala. Hvala, ja, da ste tudi v imenu drugih povedali ključne poante. A je še kaj za dodati, gospod? Ali je... Franko Nemac, še enkrat, ja, veliki za dodatne. Jaz pravim, da so take skupnosti primerne predvsem za sončne elektrarne, ki se postavljajo na tleh, ker je treba v okolici doseči neko soglasje, tudi vizualno, ne samo objektu, to ekonomsko, in za vetrne elektrarne, ki jih bomo gradili po mojih izkušnjah le, če bomo v lokalnem okolju, kjer vetrni potencial obstaja, ljudi povezali v neko skupnost, tako da bojo imeli ljudje na eni strani sprijeli te vetrne elektrarne, na drugi strani pa imeli od njih tudi neke ekonomske koristi.